Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz studia VTV vaše televizije. Vabljeni, da spremljate oddajo Župan z vami, v katero smo povabili župana občine Žalec, gospoda Janka Kosa. Povod je seveda občinski praznik in zagotovo boste izvedeli marsikaj zanimivega in novega, kajti veliko se dogaja v žalski občini. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lep pozdrav, dober večer, prijazen pozdrav vsem. Torej, 6. september je tisti dan v letu, ko je najbolj praznično, največ prireditev, največ dogodkov, ampak zdi se, da pravzaprav je ves čas zelo živahno dogajanje v vaši občini in da tudi poleti pravzaprav ni bilo pravega zatišja, ne z investicijami, ne z delom, podpisovanjem pogodb, ne seveda z dogodki. Ves čas se je nekaj počelo, mislim, da je bilo kar pestro poletje bilo, ker vsi se zavedamo, da kar naenkrat pride jesen, potem pa pravijo, da je asfaltna baza zaprta, da se ne da več asfaltirati, ljudje nas pa tako večina ocenjuje potem, koliko pločnikov, cest in podobnega smo naredili, tako da letos smo kar malce pohiteli, kar preko 10 gradbišč smo imeli odprtih, prireditev pa kot vedno veliko. Naši organizatorji, različna društva in Zavod za kulturo, šport in turizem so pridni, ker tekmujejo, kdo bo naredil več in boljših prireditev. Tako da tudi župan je letos bil samo 2 dni pravzaprav na morju, na Slovenskem morju. In z večine sem bil doma, nekaj sem stvari urejal, pa vsake toliko časa šel na kako prireditev, pa na občino kaj podpisati. Še ena je bila vedno huda, ker sem rekel, da grem na kavo, pa kaj podpisati, pa 3-4 ure ni bilo, ampak tako je šlo poletje mimo. Telefoni so verjetno tudi kar naprej zvonili, kaj ne? Ja. To dogajanje poletno je pa bilo tudi na tem prenovljenem Šlandrovem trgu, ne? Zato sva se odločila, oziroma ste se odločili in tudi prinesli tole pravzaprav umetniško fotografijo, tako da rečem, ne? Da ste ponosni na tale trg. Ja, dr. Skalin je posnel to fotografijo. On je gospod častitljivih let, doktor znanosti, ki mu je, rekel, hobi umetniška fotografija in vse obdobje, ko se je gradil ta trg, ko se je prenavljal, je on fotografiral in dokumentiral. In na koncu, ko je bila prenova končana, mi je prinesel to darilo, to fotografijo in obesil sem si jo na občini in sem na ta trg ponosen. Vam tudi kolegi župani kdaj kaj rečejo, kaj ocenijo, kakšen se jim zdi? Ja, v lastni vasi tako nihče ni prerok, ne. Na začetku so imeli nekatere pripombe, pa ni to tako osvetlitev mogoče drugačna, pa še kakšno drevo prepočasi raste, pa tega premalo, pa mogoče bi kdo rajše imel krožišče kot klasično križišče. Vendar zdaj je vse več tistih, ki so posvojili, ponotranili ta trg in tudi drugi župani pravijo, da je lepo urejen, da dobiva eno pravo podobo, neka patina zdaj je nastala tu, tu živje, tu se nekaj dogaja, tudi stroka si ga hodi ogledovati, ker so zgledno položene očitno te kocke, tako da na koncu koncev smo kar veseli, da je tako uspelo. To je bilo v 50-letnici, odkar je bil Žalec razglašen za mesto in verjamem, da zdaj za 50 let približno vse mirno. In tudi, rekli ste, večkrat ste poudarili, da še bolj pomembno je tisto, kar je spodaj, ne, vse prenovljeno, ampak o tem sva že govorila tudi v preteklih oddajah, zato bi zdaj, da nam časa ne zmanjka, ker sva rekla, da je kar veliko teh investicij, počasi pregledava te investicije in ena taka večja in več let, tudi po ostalih občinah, je gradnja kanalizacije, ne. V Žalski občini ste zdaj zaključili 2 projekta, oziroma en projekt, 2 fazi, Šempeter in pa Drešinja vas. Izvajalcu ste rok prestavili za dokončanje, ne, ker je bilo kar nekaj težav, tako s podtalnico v Drešinji vasi, pa v Šempetru, potem s prometom, ob glavni cesti se je to gradilo, ne. Verjetno so bili nekateri tudi slabe volje, ko so se ravno takrat vozili in čakali, ampak zdaj je končano. Ja, pravzaprav smo rok podaljšali samo za 1 mesec, iz 30.7. do konca avgusta. Tehnični pregled je bil upravljen uspešno, pridobili smo uporabno dovoljenje, mislim, da bo te dni pravnomočno. Drugače pa kje pa ni problemov, ko se dela v zemlji. Res je bila
podtalnica problematična, malce v Drešinji vasi. V Šempetru je pa prodna teren in ko smo jarke kopali, so se blazno zasipali in pač takšni problemi, ki se v zemlji pojavijo, ampak mislim, da je bila investicija prekoračena že 4,3%, to je dobrih 30 000, kar je za takšen projekt zelo malo in zaključen tako, kot je treba. Jaz mislim, da bo zdaj vsi zadovoljni. No. Ampak zdaj to območje izgleda malo drugače, zlasti Šempeter, tam, kjer so bile zelo, zelo dotrajane ceste, je zdaj lepo obnovljeno. To je dodatno zraven ali v okviru tega projekta? Ja, mi smo za ta projekt pridobili evropska sredstva. Projekt je težak preko 1 milijon evrov, seveda 79% upravičenih stroškov je pokritih se strani Evropske unije, se strani sofinancerskih sredstev. So pa še takšna dodatna dela, ki niso pokrita z evropskimi sredstvi. Mi smo razširili nekatere ceste, uredili mulde, odvodnjavanje, zaščitne cevi za elektriko, pa potem stojna mesta za elektriko. To so pa dodatna dela, ko enkrat razkopavaš in zdaj je to lepo urejeno. Seveda potem zaradi varnosti cesto tudi razširiš, posežeš, ki je skoraj nekomu čist do cipres, do ograj. Ljudje so malce razvajani, včasih si tudi lastijo kar zemljišče čisto do ceste, ki je nekoč bila mnogo ožja. Zdaj smo morali pa kje kakšno drevo porušiti, kakšne geodetske odmere narediti, pa se je pokazalo, da mogoče zemljišče nekoga ni tako blizu cesti, kot si je lastil. Tako da včasih je bila tudi kakšna huda kri, ampak vse to se na koncu uredi, tudi drevo se zaraste, tudi živa meja se obraste. Tako da z večine so ljudje kar zadovoljni in Šempeter je to potreboval. Šempeter je turistično mesto, rekel, drugo po velikosti, pomembnosti urbano središče v naši občini za Žalcem in bil je skrajni čas, pa izkoristili smo priložnost, ker smo dobili pač evropska sredstva. In verjetno ste tu tesno sodelovali s krajevnimi skupnostmi pri pogovorih s krajani? Seveda, s krajevno skupnostjo mora sodelovati. Predsednica Janova se je kar trudila, da nam je nekatere stvari uspela premostiti. Nimajo pa vsi ljudje vedno enotnega mnenja in tam, ko ne gre, tam je pač občina tista in strokovne službe, kjer morajo prevzeti vodilno vlogo pri dogovarjanju, ampak kot rečeno, zaenkrat smo razrešili in strli se orehe. Na področju oskrbe s pitno vodo ste imeli tudi eno otvoritev ne tako daleč nazaj, oziroma mislim, da še poleti v Libojah, torej se vendarle vlagajo sredstva tudi v vodooskrbo. No, seveda, oskrba z vodo je zelo pomembna. Taka večja investicija v Libojah je bila v Košnici, v enem delu Liboje to, ker je bila problematična oskrba z vodo za 50 gospodinjstev. Potem smo pa tam naredili prečrpališče, pa rezervar za 60 kubikov, investicija čez prst 100 000 evrov, 99 000. Ko greš tja, skoraj ne moreš verjeti, pa je to mogoče, da to toliko stane. Ja, pač stane posege v zemljo, vsa ta tehnika, daljinsko upravljanje, ta telemetrija. Ampak zdaj so ljudje zadovoljni, zdaj tam pomanjkanje vode ne bo. Ampak mi tu druge obnavljamo vodovode. Vse posod, kjer gradimo kanalizacijo, prej sva omenila Šempeter, Drešinjo vas, hkrati obnovimo tudi vodovod, obnavljali smo vodovod tudi po nekaterih ulicah v Žalcu, recimo tam Velenska, zadaj, pa v Gršovljah, pa še kje. Skratka, na vodoskrbi veliko delamo. Problem je pa v večjih naseljih, rekel zakotnih, kjer si ljudje želijo vodo, vendar so vikend naselja, vsi nimajo gradbenih dovoljenj, ugotoviš naselje za 20 hišami, 5 ima gradbeno dovoljenje. Če narediš vodovod, stane 300 000 evrov, na enega prija potem 60 000, ker lahko se priključi samo tisti, ki ima gradbeno dovoljenje, ostali pa ne in je investicija na enega predraga, zato pač zdaj spodbujamo te ljudi, da si uredijo gradbena dovoljenja. Govoriva o Hramšah? Tudi Hramše so eden izmed teh naselij. Tudi Hramše so en takšen del, ker zdaj sprejemamo podrobni prostorski načrt, ki bo pogoj za legalizacijo teh objektov. Mi pa kasneje morali poskrbeti, da bomo tja pripeljali vodo,
ampak ljudje bojo morali seveda plačati tudi komunalni prispevek. Saj samo na tak način lahko mi pridemo do denarja, da upravičimo na tako veliko investicijo. Je pa problem, ker potem, ko pa vodovod zgradiš v nekem okolju, ljudje si to želijo, hodijo k nam, mi potrebujemo vodo, pa mi to zgradimo. Potem se pa nekateri ne bi vsi priključili na ta vodovod ali pa bi malce kombinirali, malo svojega zajetja starega še vode iz starega svojega zajetja, nekaj iz javnega tega vodovoda, ali pa se še ne bi priključili, tako pa ne gre. Ne. Če se enkrat odločimo, pa zgradimo, pa damo tja res znatna sredstva, ki bi sicer lahko dali kam drugam, potem mi vztrajamo, da se treba na javno kanalizacijsko omrežje tudi priključiti. No, ker tudi v zvezi s kanalizacijo in vodovod je potem problem, ker mislim, da je bil ta zadnji dvig ne cene, ampak amortizacije, je kar precej razburil ljudi, ker je to zdaj plačujejo pravzaprav ta standard, ki se jim je povečal. Ja, ko smo mi zgradili s pomočjo evropskih sredstev centralno čistilno napravo, pa zgradili smo primarno kanalizacijsko omrežje po Savinjski dolini na območju 4 občin. Vse to je bilo približno 20 milijonov evrov. In ko zdaj ta osnovna sredstva aktiviraš, je potreba začeti uračunavati omrežnino, amortizacijo, ki se prelevi v omrežnino in se prenese na uporabnika. To je potem nekaj dražje za uporabnika, tudi za mene. Nekaj tudi subvencioniramo mi omrežnino pri odvajanju onesnažene vode, vendar potem, če subvencionira proračun, potem nima sredstva za druge stvari, za novogradnje in za razširitev sistema. No, pa vendar se moramo zavedati, da če hočemo imeti čisto podtalnico, da lahko pijemo še vedno čisto vodo iz kozarca, kar druge, ko hodiš po svetu, ne moreš. Tisto vodo, ki je kupiš v plastenkah, smrdi po nekih kemikalijah, potem moramo res vse narediti, da zgradimo te kanalizacijske sisteme, da obnavljamo vodovode, da gradimo nove vodne sisteme, ker potem bomo še naprej imeli to dobrino, da bomo lahko to vodo pili iz pip, ki je pravzaprav najbolj zdravo. Sicer rajši pijem pivo, ampak ne bi nič škodovalo, če bi več pil vode. Tako da jaz se tega zavedam. Bo potrebno stroške tudi pri komunali, kaj bi rekel, zmanjševati, optimizirati, iskati druge vire prihodkov še, da bi bili sicer stroški upravljanja z javnimi gospodarskimi službami čim manjši, da bi bilo to čim cenejše za uporabnika. Bi pa tudi želel, da bi mi malo bolj varčno ravnali z vodo, da ne bi tekla iz kotlička, pipe puščajo, kar malo nam je nemar, kaj se dogaja, potem pa tarnamo, da je voda draga. Ko tujci pridejo k nam, ne morejo verjeti, da se mi umivamo, pa da v kotličku, v WC-jih uporabljamo, teče tako kvalitetna voda. Upam, da zdaj ne bo več divjale, da ne bodo več divjale te cene v nebo in da smo glavnino teh večjih infrastrukturnih objektov na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode zgradili, tako da zdaj ne bo v takih skokih povečanja amortizacije oziroma omrežnine. Omenili ste javno komunalno podjetje Žalec, ki upravlja tako z vodovodom kot kanalizacijo v vseh spodnjesavinjskih občinah. Je pa to podjetje zdaj doživelo reorganizacijo, oziroma zdaj sta 2 organa upravljanja, svet ustanoviteljev, skupščina. Zgodba je kar precej zapletena pravzaprav, zakaj potrebuje dva organa, in pa imenovali ste potem že ponovno sicer novega direktorja, istega direktorja. Podjetje ni doživelo nobene reorganizacije. Javno komunalno podjetje skrbi za gospodarske javne službe v 6 občinah spodnje Savinjske doline. To je danes skupna občina bivša, Žalec.
en predpis nekdaj. Zakon je prinesel enkrat določilo, da bi naj v komunalnih podjetjih, v zavodih, kjer je več ustanoviteljev, se pravi v tem primeru 6 občin, imeli 3 organe. Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani, potem skupščino, nadzorni svet in seveda direktorja. Mi smo prej imeli samo skupščino in smo mislili, da je dovolj, če te naše ustanoviteljske pravice uresničujemo v skupščini podjetja, potem pa en svetnik Lojze Posedelj pisal na protikorupcijsko komisijo, ki je presodila, da je bolj skladno z zakonom, če imamo še en organ več. Mi smo potem morali sprejeti nove odloke, jih v dvofaznem postopku v enaki vsebini na vseh 6 občinskih svetih, v vseh 6 občinah, dvakrat jih obravnavati, predhodno uskladiti se strani strokovnih služb, vodstev občinskih svetov. Kaj se pa s tem spremenilo? Nič. Na poslovanje to nič ne vpliva, kvečen bo zato kaj dražje, ker bo en organ več, bomo pa verjetno v celoti zadostili zakonu. Samo to je ta sprememba, ampak danes svet stoji na proceduri in včasih je procedura bolj važna kot pa vsebina. Ampak mi spoštujemo pozitivno zakonodajo, že mora tako biti. Torej, oba organa, tako svet ustanoviteljev kot skupščina, zastopata občine, samo da enkrat ste župani zastopniki, drugič pa občinski sveti izberejo te zastopnike. Skladno z 61. členom zakona o lokalni samoupravi smo župani vsakokratni avtomatsko člani sveta ustanoviteljev. Poleg tega pa občinski sveti ustanovijo po enega predstavnika iz vsake občine, ki je lahko občan, ki je lahko strokovnjak, ki je lahko delavec občinske uprave, ki je občinski svetnik. Skratka, oni enega imenujejo. Mislim, da 2 občine še niso imenovali predstavnika, 4 smo pa že imenovali, 4 občine, in ko bodo vse občine imenovali svoje predstavnike, se bo formirala tudi skupščina javnega komunalnega podjetja. Drugače pa čisto normalno funkcionira javno komunalno podjetje naprej. Direktorja ste me vprašala? Ja, imenovali smo zdajšnjega direktorja še za en mandat, bil je razpis, javila sta se 2 kandidata, s tem, da je samo ta zdajšnji direktor izpolnjeval v celoti vse pogoje, ki so bili dani z razpisom, in tako slab pa tudi ni, da si ne bi zaslužil, da bi ga še enkrat ne imenovali, kar pa ne pomeni, da bomo vršili ustanovitelji ves čas pritisk na njega, da bo še boljše posloval. Vse zadnje bomo vsako leto potrjevali poslovni načrt, obravnavali poslovno poročilo, da imamo škarje in platno, da ukrepamo, če ne bo delal dobro. Pa ne vem, nimam razloga, da ne bi verjel, da bo delal dobro. Velik projekt je tudi energetska obnova. Vi ste obnavljali šole in pa vrtce. Pri vrtcih oziroma po vrtcih v Levcu in Petrovčah je bil junija odprt prenovljen vrtec Šempeter. Zdaj se že kaže, kako kvalitetno so bila narejena dela, kako ste zadovoljni, morda z vsemi 3 vrtci? Ja, ni dovolj, da izgledajo samo lepo. Dobro, je že prav, da se otroci potem tam dobro počutijo, ampak tam je pomemben potem kurikulum, kako izvajajo program. Ampak vse to, kar ste naštela, vrtec Levec, vrtec Petrovče, vrtec Šempeter, 1., 2. osnovna šola, so energetske sanacije uspele. Zdaj se izvaja že energetski monitoring, tako da bomo v naslednjih letih ugotovili dejanske prihranke, koliko prihranimo tudi na kurjavi, ker so bili ti objekti seveda energetsko potratni z temi zastarelimi iztrošenimi okni in ostalim stavbnim pohištvom in brez ustrezne izolacije. Ampak vsa vrednost, zdaj se pripravljamo na otvoritev osnovne šole Petrovče, prenovljenega objekta, ki ga bomo odprli na dan, ko bomo praznovali občinski praznik. Vrednost vseh teh izvedenih del, ki smo jih prej našteli na teh objektih, je približno 2,5 milijona evrov. Od tega približno 60% dobimo evropskih sredstev, 40% pa
prispeva občina. Tako da z tega vidika se to izplača, ker vendarle objekti so bili potrebni prenove, zastareli, energetsko potratni in se pravi, učinki so večplastni. Dobiš denar za prenovo, bi rekel, iztrošenega, zastarelega objekta, pa še lahko pričakuješ potem prihranke pri elektriki in to znatne prihranke, tako da to nam je uspelo. Poleg teh 3 vrtcev in pa osnovne šole Petrovče, kot ste omenili, je bila prenovljena tudi Žalska osnovna šola, kaj ne? Ja, tudi prva in druga osnovna šola Žalec, tudi tu se dela energetski monitoring. Vendar to še ni konec. Mi delamo projektno dokumentacijo tudi za naprej. Mi bi želeli energetsko sanirati vrtec Žalec 1, pripravlja se dokumentacija za osnovno šolo in telovadnico po Šempetru, no tudi ta je zastarela, potrebna prenove. Jo moraš pogledati, da vidiš, ker 30, 35, 40 let je obdobje, ki naredi svoje. In to je zopet en zalogaj, približno sam za en tak objekt, ki se približuje tam 1 milijon evrov. In zopet človek čaka na 60% približno evropskih sredstev, ker proračun preprosto sam tega ne zmore. Je pa zanimivo, da najbrž je bila gradnja malo manj kakovostna pred 30 leti, tako bi lahko sklepali, ker tudi na šoli Petrovče ste v bistvu zdaj energetsko sanirali novejši del, prizidek pravzaprav, ne tisto staro stavbo. Ja, slabo se je gradilo mogoče ravno pred 20-30 leti, ali pa še manj, ali pa pred 20. Če primerjam, da smo nekoč porušili prizidek v osnovni šoli Griže, ki ni bil star niti 20 let, da smo porušili šolo, ki je bila stara 40 let, potem so pa otroci za čas novogradnje šole v Grižah šli v šolo v Žalc, ki je pa stara preko 100 let. In je potrebno samo majhne, bi rekel, prenove fasade, moramo obnoviti pa še mogoče kakšno stavbno pohištvo, pa bo ta stara, častitljiva dama zdržala še 100 let. Se pravi, da so pred 100 in več leti mnogo boljše gradili kot pa danes, ali pa kot smo pred 20 leti. Strah me je včasih tudi danes, ker na javnih razpisih zbiramo izvajalce in prednost ima izključno tisti, ki ponudi najnižjo ceno in potem je varčen pri materialih, zato je še toliko bolj pomemben naš nadzor, ki ga izberemo. Jaz ponavadi pri teh projektih se poslužujem še super nadzora, da vsaj 2 nadzornika kontrolirata izvajalca. Najslabše je seveda, če se bi nadzornik in pa izvajalec preveč približala in bi nadzornik sledil željem izvajalca, ampak to se pri nas ne dogaja. Zaenkrat imamo tudi garancije za odpravo napak v garancijski dobi in na teh objektih, ki jih imamo v teh času garancije, zaenkrat ni bilo videti, da bi bilo karkoli narobe. Drugače bomo pa unovčili garancijo, tu smo pa neizprostni. Ampak najnižji ceni vas zavezuje zakonodaja? Tu nas zavezuje zakonodaja, v zakonodaji pa danes ne bi, to bi bila pa ena druga oddaja, ker ta zakonodaja je pa sila problematična. Dobro. Začela se je tudi gradnja prizidka k domu drugega slovenskega tabora. Bila je načrtovana tudi energetska sanacija. Kot župan ste slišali nekaj očitkov, da ste pravzaprav ves čas želeli predvsem zgraditi prizidek in pa povečati avlo. Ampak da zdaj pa prizidek bo, energetska sanacija bo pa še malo počakala. Kakšna vrednost je, kaj vse bo narejeno? Bili smo tam na gradbišču, je zelo živahno te dni. Vse je prav, da je živahno, treba jih je malo pognati. Tudi jaz sem včeraj bil tam, ker jih bomo spremljali tudi na roke, na dinamiko izgradnje. Jaz nič ne skrivam. Hoteli smo hkrati povečati avlo, ker je bila načrtovana že ob izgradnji tega doma leta 1985 večja. Mi ne dosegamo standarda velikosti avle glede na število sedežev v dvorani, vendar, ker so bili takrat težki časi tudi in nekako skoraj prepovedane investicije v negospodarstvo, so naredili manjšo avlo. Zdaj pa treba povečati.
Mi smo pa hkrati, bomo dobili prostore še nad avlo za knjižnico, ki tudi poka po šivih, pa energetsko sanacijo smo hoteli narediti, ampak kot vam je vsem znano, trenutno razpisov za energetsko sanacijo ni in bo treba počakati. No, zdaj sicer gledamo še staro stanje, torej to pa je zdaj že potem gradbišče. Torej, kaj bo odprto v prvi fazi in kdaj bo? V prvi fazi bi naj do konca januarja končali avlo v celoti. Opremo kasneje bomo nabavljali sukcesivno, zaenkrat bo v avli še stari stoli, ne bo kakih sodobnih miz, ki so predvidene, to se bo kasneje nabavljalo, kolikor bo pač denarja, ampak v celoti prizidek bo končan, energetska sanacija in to potem, kot sem rekel, v januarju, tako je predvideno, energetska sanacija pa, ko bo razpis predvidoma naslednje leto, se prijavimo za razpis za energetsko sanacijo in nadaljujemo po fazah. A to bo pa ovoj celotne stavbe? To pa energetsko saniramo potem tudi drugi del stavbe, ki vključuje tudi knjižnico in del, ki ni prizidek. Da se malo pošalim, ste že dogovorjeni za barvo, bo ostala bela? Ne vem, tudi vprašali bomo arhitekta, nadzornika, kakšne naše urbaniste, pogledali bomo občinski prostorski načrt. No, jaz se bom trudil, da ne bo črna, pa živo rdeča, kakšna vijolična, kričeča barva, bolj pastelna in kakršnakoli pa bo, pa tako nikoli ne bo vsem všeč, ampak barva ni najbolj pomembna. Za tiste, ki ne vedo, v zvezi z barvo osnovne šole Žalec je bilo precej dilem, kar je pravzaprav tudi prav, da se ljudje... To je pa tipično, ko se ljudje gledamo, pa ocenjujemo po obleki, ne pa tistim, kar nosimo v sebi. Dobro. Še eno gradbišče manjše je tam v bližini, mislim, da je Vročevod ali kaj tam obnavljate? Ali je to občinska zadeva ali... To pa je zadeva Sipra, stanovanjskega podjetja, ki zdaj obnavlja Vročevod, Toplovod, v enem delu ulica Heroja Staneta, pa potem povezava na kotlovnico. Odprli so kineto in zdaj ta Toplovod obnovili, zdaj ravno pokrivajo nazaj. Mene je bilo sicer samo malo strah, da se kakšno drevo posuši, ker so pač poškodovali malce korenine, ko to kineto, ta kanal odpirajo, no pa zgleda, da so to previdno naredili, da bo vse v redu. Drugače pa to dela Sipro kot investicijsko vzdrževanje iz namensko zbranih sredstev, to je njihova zadeva. Kaj pa neka kotlovnica ali toplovod, ali kaj ste se pogovarjali že, da bi zgradili v Žalcu ali obnovili? Imamo dve kotlovnice, ena večja za avtobusno postajo je zemljiško-knjižni lastnik občina Žalec. Ena izmed možnosti je bila, da se tam pridobi dodatne prostore, enote za urejanje javnih površin, pa bi potem naredili tam eno nadstrešnico, ampak mislim, da to trenutno ni, bi rekel, aktualno v tem trenutku, ker bolj razmišljamo, da bi te prostore, enota za urejanje javnih površin pridobila lahko na območju novega zbirnega centra za ravnanje z odpadki. No, tudi tam je te dni precej živahno. Kdaj pa naj bi ta investicija bila končana in kaj pravzaprav to pomeni, kaj prinaša občankam in občanom, da tako vprašam? Ta zbirni center kosovnih odpadkov je pravzaprav ena nuja v vsaki občini, posebej malo večji občini, da ljudje lahko pripeljajo ta različne kosovne odpadke, tako odrez zeleni, kot zdravila, kot škropiva, kot nevarne odpadke, kot gume, kose pohištva, plastiko. In zdaj bo ta center ljudem bolj prijazen, dostopen, zato bo izvedene ustrezne klančnine, da boš pripeljal na nivo višje, pa potem z vrha metal v ustrezne kontejnerje. To je ljudem bolj prijazno, ker ponavadi to pridni detki vozijo te smeti
in se potem mučijo, ko dvigujejo v te kontejnerje. In tam bojo tudi nadstrešnice, da bojo ljudje pod streho, da ne bodo mokri. Tudi ustrezna ograja bo, nevarni odpadki bodo tudi ustrezno varovani. Varovanje bomo zagotovili celega zbirnega centra. In tudi tu gre investicija po planu. Zdaj pač te klančnine so urejene, pa komunalna infrastruktura, zdaj se bojo dostopne poti asfaltirale, ograja se bo kasneje v drugi fazi še namestila, te nadstrešnice, potem pa sledi oprema, jaz verjamem, da je to do konca leta končano, potem pa tam v januarju papirologija, da pridobimo ustrezno tehnični pregled, uporabno dovoljenje. Lepo me sprašujete, sem kar zadovoljen in veliko stvari se dogaja, imam občutek. Jaz sem včeraj bil na otvoritvi enega dela ceste proti Poniki pri Žalcu, ki so rekli, da je to skoraj, da je to razdrto pri Poniki, ena najbolj uničenih cest, ampak smo včeraj en tak kritično odsek 430 metrov dolg uspeli asfaltirati, urediti, pa še naslednjo fazo imamo v načrtu. Tako da kar dosti stvari se dogaja, tako da če to spremljaš tudi na cestah, pa tam za Bukovica, pa oziroma Liboje. Ja, to pa sigurno tudi sodelujem na vodotokih z Arsom, mi določene kritične brežine vodotokov saniramo, namenjamo kar nekaj denarja. Tudi Arso moram reči, da nam gre na roke sredstev vzdrževanj, da tam, ker občina en del sofinancira, tudi oni pristopijo in iz svojih vzdrževalnih del nekaj prispevajo, čeprav mi bi želeli, da je bilo tega mnogo več, vendar tudi njim skopo odmerajo denar za te vodotoke, ki so na našem območju, drugače pa mi imamo zdaj kar nekaj pločnikov, ki se že gradijo. V Galiciji smo zgradili en del pločnika, med Gotovljami in Ložnico en del pločnikov, zdaj bomo šli na Ložnici še en del pločnika graditi, predvsem zaradi prometne varnosti. Smo pred izborem izvajalca za eno etapo pločnika v Zabukovici, smo pred izborom izvajalca izgradnje pločnika v Petrovčah, kjer bomo začeli z obeh strani iz Petrovč proti mostu čez Savinjo, pa potem iz Liboj, iz druge smeri ena etapa proti mostu čez Savinjo, pač da ne začnemo vse z ene strani, začnemo z dveh strani. Veliko teh stvari se dela, vrednost teh del je, kot sem zdaj načel, tam 500 000 na teh pločnikih in odsekih cest, ampak vse bi rekel nekako s ciljem tudi zagotavljanja prometne varnosti. Drugače verjetno je pa prevelika želja ljudi, da bi kar celoten odsek, torej celotna cesta proti določenemu kraju imela potem tudi pločnik in da se to zgradi naenkrat. Težko gre vse naenkrat. Dva razloga sta. Eden je tak čist praktičen, če bi zgradili nekje en pločnik in dali ves denar v tisto območje, pa celo poletje gradili en dolg odsek, preplastitev ceste, pločnik, vse, kar zraven sodi, bi drugi težko čakali. Tako pa posegamo na večjih mestih, hkrati tudi zadostimo v sanaciji najbolj kritičnih odsekov, pa potem tudi pridobivanje dokumentacije je problematično. Včasih se nam kakšen odsek pločnika ustavi, zato ker je spodaj vodovod, pa je treba tega sanirati, včasih ne dobimo tudi nesoglasje lastnikov. Mi se moramo kje ustaviti zato, ker eden ali dva lastnika, ki gravitirata na pločnik, ne data soglasje in ima po cele težave. Včasih mejimo na vodotok, pa je treba pridobiti ustrezna soglasja, ne samo Arsa, ampak tudi drugih nosilcev urejanja prostora, pa ti nekje prečka elektrika, nek objekt, ki ga namerava zgraditi, tako da so tudi objektivni zadržki, poleg tega, da ni denarja. Mislite, da sem jaz tako neumen župan, da ne bi rad gradil pločnike, pa trakce rezal, pa bi mi ljudje ploskali, pa rekel, tale je pa res dober. Ampak če ni denarja. Se tudi ljudje doma nimajo, jaz nekoga, ki je zelo siten, sem ga zadnjič vprašal, in tak znan kritizer, zakaj pa ti še nimaš balkona, imaš še kar železne palice.
ja, nimam denarja, ampak tam je treba samo liter barve, pa par desk, pa si še to ne uredijo. Po drugi strani pa dežurni kritizer, zakaj nimamo pločnika, zakaj nimamo tega. Ne gre vse naenkrat. No, ni pa kritizerstvo, recimo, zdaj nekaj časa že sprašujemo tudi o mostu čez Griže, ne, ker je pa že na pogled pravzaprav, čeprav kakih hudih problemov, tam varnostnih, mislim vsaj, da bi prometne nesreče ali kaj takega bilo, ni, ne, ampak most je dotrajan. Zdaj merimo tam promet, tam most, zdaj pripravljamo eno projektno dokumentacijo, da bi pravzaprav dejansko zopet videli, do kakšne mere je most poškodovan in ali se bolj splača sanirati most ali se zgraditi povsem nov most. To je treba pogledati tudi temelje, zato si pomagamo tudi z potapljači, da si potem pogledajo temelje spodaj, to pofotografirajo. Drugače, sanacija tega mostu je bila predvidena z izgradnjo se prav suhih in mokrih zadrževalnikov spodnji Savinjski dolini v sklopu protipoplavne zaščite, vendar bomo videli, kako bo tam. Drugače pa mi lahko hitro naredimo ukrep, da dovolimo promet hkrati samo v eno smer, naredimo semafor, to so nam prometni strokovnjaki že svetovali. Zaenkrat tega še nismo naredili, ker se nam ne zdi še dovolj kritično. Smo pa omejili promet, merimo brzino čez ta most, ker tudi divjanje ni na mesto po tem mostu in tudi zdaj se policaji večkrat tam pojavljajo in redari. Tako da naj ljudje pazijo, je pa verjetno tako pravijo najbolj kritično, če se hkrati srečata dva težka tovornjaka, recimo ena hruška z betonom pa en hiab, ki vozi les. Sicer to je možnosti so bolj majhne, ampak za te primere, če ne bo denarja še kar za sanacijo ali pa izgradnjo novega mostu, bo potrebno omejitev narediti semafor, pa dovoliti hkrati samo eno smer. Je pa to občinska cesta? To je občinska cesta, zato imamo toliko drugih potreb, da to ne more biti prioriteta. Žal ne more biti, zato pač čakamo na tako priložnost, da bi se uredil vkladi s poplavno varnostjo v spodnji Savinjski dolini, ker če bi čez ta most je predvideno vozili ogromno tega materijala za utrjevanje dna suhih zadrževalnikov, z druge strani bi takrat pa res tisoče in tisoče prevozov čez ta most ga verjetno še bolj poškodovalo in je tudi smiselno, da se takrat to uredi. No in ravno v zvezi s to poplavno varnostjo, ti zadrževalniki ali pa kakšni drugi ukrepi, ali se pa na tem področju kaj dogaja, oziroma župani ste kaj seznanjeni, grejo kakšni postopki naprej ali ne? Žal bolj slabo. Javna razgrnitev protipoplavne varnosti v povezavi s suhimi zadrževalniki v spodnji Savinjski dolini dolvodno od Prevranske, Merinščica, Zaplanjščica pa skozi našo občino. Je bila, mislim, da novembra, decembra 2011, lani smo se zopet, oziroma začetku letošnjega leta smo se na občini Braslovče ponovno dobili, so bili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in pa kmetijstva in bila je odločitev, da je potrebno dobiti dodatne hidravlične študije, bodo ministrstva naročila in bomo potem se v jeseni spet dobili oziroma pridejo in nam pojasnijo, kako bomo nadaljevali z pridobivanjem državnega prostorskega načrta in kako bomo umeščali, koliko, kako, ali je to kombinacija, to, kar si kmetje želijo, tudi deloma kakšnega mokrega zadrževalnika, ali suhe zadrževalnike sploh potrebujemo, so prava rešitev, lahko verjamemo v te strokovne rešitve, ki so jih pripravili, da ne bodo delovali kot vezna posoda, pa bo nekdo imel potem podtalnico v Šempetru težave z njo, ki jo sedaj nima. Mislim, tu mora pripraviti projekte tako, da bomo v njih verjeli. Vemo pa pri nas, kako lahko včasih verjamemo stroki in jaz sem tudi predlagal, da bi naslednje sestanke imeli na nevtralnem terenu na inštitutu v Žalcu, ki imajo strokovne kapacitete in so tudi interesno vezani, da se te zadeve uredijo. In tam bi bilo prav, da je mesto, kjer pridajo iz obeh ministrstv, pa nam
za Boga povejo, a mislijo tle nadaljevati, pa na kakšen način, ker tle evropska perspektiva gre mimo. Jaz ne vem, če nam bo banka za obnovo in razvoj evropska kar tako ponujala denar brez pravih projektov zraven, pa če nam to prav naredili strokovno, je škoda, da delamo. Ampak škoda ljudi farbati, pa jih jeziti, nekaj pričakujemo, z vsega skupni pa nič. Mislim, da je to zadeva na obeh ministrstvih, ki mečkan, se mi zdi, zavlačujejo in blefirajo, da gre čas mimo. No, če se posvetiva malo gospodarstvu, oziroma prej mi še povejte, kako je sanacijo plazu v Zabukovici, da ne bom pozabila na to, ker tudi to je pa en tak velik plaz, ne? Jaz bi rajši, če tega ne bilo, seveda bi rajši, ne. Mislim, mi bomo to strokovno sanirali. To je bilo treba res ustrezno projekte narediti, tudi geomehanske, geološke študije, da ne bi delali na pamet, ker sanacija tega plazu, to je tako, bi rekel, nenormalno velik objekt, če si predstavljate. Zdaj že veste, kakva je cifra, številka? Ja, 177 000 približno nas bo stala sanacija tega plazu. Smo pa dobili sklep, da bo ministrstvo sofinanciralo za okolje in prostor ta projekt v višini 108 000 evrov. Ampak to saniraš plaz tako, da narediš kamnito zložbo, ki je spodaj široka 4 metre in samo v zemljo temelj gre 8 metrov. 8 metrov v zemljo, pa 4 metre na široko. Da potem to narediš po cesto, tam, ko se je odrlo, da potem preprečiš, da zopet odnaša zemljo oziroma cesto v dolino in treba je primerno odvesti vodo, da skriba dol voda, zopet se ne nabira in da dodatno ne prije do erozije in do rušenja. Mislim, da se to strokovno dela. Ne mislim, verjamem, no. Saj imamo nadzor in gre po planu, do konca oktobra mora biti sanacija plazu končana. Še dobro, da je samo eden, ker da ti potegne par takih plazov v občini, potem si pa pečen, ker moraš ga pa sanirati, ker gre nad njim cesta, ki povezuje oddaljene kraje in nimaš druge rešitve, kot da to rešiš. In tu lahko sam prosim ljudi za strpnost, jaz sem več čas verjel, da bomo to uredili, pa bomo. Torej gre za ogromne denarje, gospodarstveniki so običajno potem kar slabe volje, ne? Kaj vse se dela, kako se troši denar. Pred časom ste imeli okroglo mizo o podpornem okolju, koliko občina pravzaprav lahko pomaga. Konkretno, če pustiva zdaj še za trenutek ob strani inovatorje in nagrade? Ja, lahko pomaga z njim razumevanjem, z občinskim prostorskim načrtom, ki ga imamo, da lahko umeščajo objekte v prostor z podrobnimi prostorskimi načrti. Na osnovih nekaterih delajo novogradnje ali pa skladišča ali pa si lahko neke funkcionalne prostore uredijo. Z komunalno infrastrukturo, da jo umeščamo tako, da je prilagojena njihovim potrebam in primernih kapacitet. S pomočjo na ministrstvih kot lokalna skupnost, da jih razumeš, se mi zdi, da smo kar našli eno sobivanje, imamo dober odnos. Jaz Tehnos je en tak primer, zdaj ga lahko kar izpostavim, kjer je na sejmu v Gornji Radgoni so dobili za mulčer, za špargle, na šampiona, se pravi prvo nagrado. Na celem sejmu podelijo samo 2 nagrade. Eno domačemu proizvajalcu, enem potujem in on, Tone Kisovar, to je Tehnos iz Žalca, je dobil šampiona, veliko nagrado in seveda mu iz tega mesta tudi čestitam. In on bo tudi pristopal k enemu podrobnemu prostorskemu načrtu, on prije na občino pa reče: župan, samo vse bomo plačali, samo dajte nam postopke peljati hitro, pa čim manj komplicirano. Sam to od vas hočem, pa nič druga. In imamo korektne odnose in takih podjetnikov pri nas imamo k sreči veliko, tako da se mi zdi, da se mečkan že čuti luč na koncu predora in da so dobri in da gre. No, in zdaj bomo imeli tudi 8. septembra po odprtju MOS-a srečanje s podjetniki naše občine, pa ne samo občine
širše spodnje Savinjske doline, ampak to sem jaz eden izmed soorganizatorjev, župan Resov, še pa podporno okolje Razvojna agencija Savinje, zbornica zasebnega gospodarstva in klub Menadžer. In tukaj imamo tudi kako tematsko delavnico, tako da se srečujemo. Ta vez more biti, no, tako da mi nekdo pride povedati, jaz bom firmo prodal, spremenili se bojo lastniki, tista firma tam je v stečaju, mi smo kandidati, da bi to odkupili, se bomo širili, prijavili smo se na ta in ta program, dobili smo ta in ta program, ne vem, želeli bi tam priključno cesto, če je možno. Torej ta vez mora biti, ne? Ta vez mora biti. Denarja pa nimamo, da bi ga nekomu dajali za njihove projekte. Pa se mi zdi, da niti tega ne pričakuje. Ker nekateri tudi rečejo, te nagrade za inovatorje, ne, to je minimalno, zakaj občina sploh temu namenja denar oziroma območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline, ampak vendarle vi vsako leto podelite najboljšim inovatorjem nagrade. Ja, to je razpis in komisija je taka resna, dr. Korber je vodi, to vse pregledajo in marsikdo, ki pri nas dobi nagrado za inovatorja v občini Žalec, oziroma zdaj smo potem razširili na celo Spodnjo Savinjsko dolino, tisti ponavadi še uspe na višjih nivojih, na regijskem, na državnem nivoju in tudi zdaj imamo na tako odlično inovacijo, ki verjamem, da bo odmevno še v širšem slovenskem ali pa svetovnem merilo, ker sta profesor Matej Podbregar pa Jure Zdovc naredila eno tako merilec utripa ali pa minutnega pretoka krvi v srcu, ker nekdo, ki je starejši, pa ima pešenje srca, mu potem tako intravenozno črpalko vstavijo. Zdaj pa, če hočeš točno meriti, koliko je tega pretoka, bi moral še enkrat ustaviti en kateter, kar je potem nevarnost tega posega in to je, bi rekel, bolj prijazno, ker se bo znotraj ene črpalke dalo ta pretok meriti, ki je pa zelo pomembno. In to je blazna inovacija in mnoge take inovacije, ki so bile v teh preteklih letih, so potem imele širši odmev in marsikdo nam pravi, prvič mi spodbujamo to inovacijo, mi imamo tudi mladi raziskovalec po osnovnih šolah, ker že mladi raziskujejo. Mi moramo to ljudem usaditi v glavo že v šolah, da mora več čas nekaj raziskovati, ker spremembe, to je edina naša stalnica v življenju. Invencije, koristni predloge, raziskovanje, to mi rabimo. Že tako nimamo mi v genih tega podjetništva, kar imajo druge države in caplamo zadaj in počem, če dobi nekdo nagrado. Enkiso Vartone je dobil šampiona, pa se ni prijavil. In jaz sem ga ukregal, zdaj sem rekel, koliko je še firm, ki bi se lahko prijavile, ne? Pa je skromen, se nisem. In mislim, da bomo spodbujali še firme in inovatorje v tistih firmi, da se prijavijo. 2500 evrov približno je nagrada. Je zakaj pa ne? Je tudi denar, 2500 evrov nekomu nekaj pomeni in velika reklama. Hvala vam novinarjem, ker se mi zdi, da to pa je en dogodek, podelitev nagrad, ki ga dobro novinarji spremljajo. Dobro, da ne bova predolga, ampak vendarle se lahko še navežem, ker tudi občina je poskrbela za ta opozorilni sistem na nevarnih križiščih v Dobriši vasi pa v Galiciji ste ga letos postavili, ampak tudi ta inovacija je bila najprej nagrajena na tem razpisu in zdaj v bistvu... Ja, Peter Korun je bil pri nas nagrajen, mi smo pomagali, da je prešel, bi rekel, implementacijo na širše področje Slovenije. Danes to tudi že ena zavarovalnica sponzorira to. No, Triglav rečemo, vse to je pozitivno. In namestiš opozorilni sistem v križišči, kjer so res prometno problematična in ko se ti približuješ, že tebe opozarja, pa na drugi strani, ker so med sabo ti sistemi povezani, brezžično napajajo se solarno celico in 40-50% po raziskavah zmanjša možnost prometnih nesreč in to je dobra zadeva, postavlja te opozorilne sisteme. Če bi bilo več denarja, to bi se splačali res postaviti. Tak sistem je blizu 10 000 evrov. Mi damo potem 4 000 evrov, 4 000 evrov da zavarovalnica, 2 000 evrov pa sponzorira proizvajalec oziroma ta Peter Korun in se mi zdi, da je to dobro. Zlasti na nepreglednih križiščih tako, pa kjer so potem blizu kakšne šole še in te stvari. Ja. Ste pa tudi, občina je kupila kolo policistom žalskim.
Ja, še premalo ga vidim po Žalcu. Jaz bi želel, s kolesom se da marsikaj videti, kar se z avta ne da, pa več lahko prevozi s kolesom policaj kot pa peš. Jaz bi želel, da bi kupili še eno kolo, pa bi potem patrolirali 2 skup policaj in pa redar medobčinskega redarstva, kar se je dobro pokazalo, ker dostikrat skupaj nastopajo, pa ne grejo po terenu, drugače pa jaz se spomnim, da 28 let nazaj se to v Žalcu že dogajalo, ker je bil še Žalc mnogo manjši, da sta policaja patrolirala na terenu. Točno vem, katera, eden je danes zelo visoko v policiji, da ne rečem, bil je celo direktor nekaj časa slovenske policije, eden je pa zdajšnji predsednik krajevne skupnosti v Grižah in sta se vozila s kolesom, nekoč. In če je bilo takrat to dobro, ne vem, zakaj ne bi bilo zdaj to dobro, kar čelado pa na kolo, upremljen že morajo biti policaji tako, da so drugim za zgled, da se ne bi brez čelade vozili, ampak se mi zdi, da lahko marsikaj vidijo, pa prevozijo s kolesom, ko bi drugače ne bi mogli. Je pa res, kar je spet tema za drugo oddajo, ne, in za kakšno drugo uro, da je žalska policijska postaja kadrovsko izredno podhranjena. To pa je res. Meni se kar smili, mislim, da ima zdaj že 14 glede na predvideno zasedbo za policijsko postajo Žalec 14 policistov premalo. In potem bi vsi mi želeli, da so več prisotni, a verjetno raztrgati se ne morejo. No. Tudi gasilci so ena taka sila, ki je v bistvu neprecenljiva za vsako občino, za vse državljane. Gasilska zveza Žalec je praznovala 60-letnico, za akademijo so si izbrali Žalec in so seveda na tem Šlandrovem trgu marsikaj pripravili. Bilo je na takem nivoju res odlično. Ministrica Katičeva je dejala, da to bi lahko bila pa tudi proslava državnega pomena. Tako odlično so to organizirali, perfekcionistično, no, z rdečimi preprogami, z vsem uniformirani. Predtem pa so seveda pokazali, kaj vse znajo, in kdo je tisto gledal, je tudi pravzaprav ugotovil, ne, to je bila pika na i, operativno izjemno sposobni. To ni samo parada, to ni samo fotografiranje, to je zadaj ogromno znanje operativnega po različnih specialnostih, kapa dol, in dobro je, da skupaj nastopajo gasilska zveza. Meni je žal, da je nekoč šla gasilska zveza prevolj za sebe. Vse ostale občine so skupaj v eni gasilski zvezi Žalec, samo ker danes ni cilj razbijanja. Mi smo celo ugotovili, da je premalo, če se povezujemo samo gasilci znotraj Spodnje Savinjske doline. Mi smo podpisali sporazum z občino Celje o sodelovanju na večjih intervencijah, ker to se je pokazalo na 2 velikih požarov v Celju, Rakovša mlin ali pa Alpex, ali pa pri nas tekstilna tovarna, da ti potrebuješ lestev, 1, 2 in naši, ali pa še več tehnike, in naši lahko takoj priletijo v Celje, center jih alarmira ali pa obratno. In potem vidiš, da je ena mala gasilska zveza pa solira to. Mi je zdaj ugotavljam, da vse meje niso toliko v naravi. Meje se ljudje delamo v glavi. In če je bil nekoč čas za drobljenje, bo enkrat čas za sestavljanje puzlov. In kaj je pravzaprav bistvo tega dogovora, ker glede na to gasilci tako že zdaj sodelujejo in si pomagajo, ampak kaj je tisto, kar je v tem dogovoru posebno, da je bilo potrebno podpisati? Da si brezplačno pravzaprav si pomagamo. Vsaka občina krije stroške. Da si vsaka svoje stroške krije in da smo zavezani k temu, da ko te alarmirajo, ne pomišljaš in greš, ne glede na mejo. Morava povedati tudi malo še o teh šibkih ljudeh, socialno šibkih, in povedati, da občina Žalec je tudi pristopila k odpisu dolgov. Bova se za trenutek že potem posvetila spet praznovanju, ampak vendarle tisti, ki pa živijo zelo težko, občina bo za to, pomeni vrtce, šole, odpisala. Bo pristopila, to je enkratna zadeva, ki ne bo rešila socialnih stisk. Mi moramo razmere ustvarjati, da bo tega čim manj socialnih stisk. Ampak mi bomo temu zakonu sledili, odpisali tisto, kar je vsem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za odpis. Tu dileme ni, iz tega ne bomo delali politike. Tu bomo pač naredili vse, kar nam zakon veleva. Vemo pa, da vsega tega rešiti ne bomo mogli. Mi smo že zdaj
bi rekel, zelo socialno čuteči, imamo socialno kuhinjo, vsak mesec obiskuje tam 30, 32 do 35 ljudi, imamo pobiranje viškov hrane po trgovskih centrah, kjer hodijo prostovoljci, pobirajo hrano. No, zdaj že sami iz zavetišča hodijo, so usposobljeni po hrano zvečer po trgovskih centrih. Tam je pa tudi preko 100 uporabnikov, ki se tam oskrbujejo. Tako da mi smo daleč pred tem se še zavedli tega problema, ampak če so zbrali toliko moči slovenski poslanci, slovenska politika, da je bila enkrat od redko kdaj enotna, pa zdaj niti ne vejo, niso več sigurni, če prav, da so enotni, potem moramo temu slediti. No, in mi bomo, ne bo pa to, kaj, ne vem, kaj posebej rešilo problemov. Bo pa recimo je precej teh prireditev, pa to, kar se pogovarjava, brezplačnih, a ne, za ljudi. Vi želite, da se jih čim več udeleži, da je trg čim bolj poln, da ni tako težko malo pa iti, vendarle tudi iz blokov, iz stanovanj, iz hiš, tudi tistim, ki morda slabše živijo, bomo rekli, ne. Zato imamo tudi hišo Sadeži družbe v povezavi s slovensko filantropijo in tam so številne delavnice, kjer nekaj počnejo, ampak zakaj bi bili ljudje kar doma? Proti socialni izključenosti, neki apatiji, razmišljanje o slabem, se borimo tako, da se dvignemo, vsaj to, da se sprehodimo in gremo na delavnico. Nič nas ne stane, celo doskrat dobiš kaj za pojest na kakšnih delavnicah, za popiti. Imamo prostovoljce, ki so pripravljeni iti po človeka na dom, mu pomagati, da se obleče, mu pomagati, da mu iz trgovine kaj prinesejo. Seveda, poleg Rdečega križa in Karitasa, ki odigrajo že do zdaj svojo vlogo. Tako da mi na tem delamo precej, tako da z tega vidika včasih rečeš, so eni mislili, da so odkrili Ameriko s temi odpisi. Niso. Sej je prav, da smo to poskusili, da imamo primer, kako lahko na nacionalnem nivoju to naredim, in naredili smo en korak dobre prakse za naprej mogoče. Drugače pa čim več prireditev, naj pride ljudi v Žalec. Imamo tako dobro lokacijo, ker je vse posod dosegljivo in pa, kadar imamo kako prireditev, če tudi občinska ali, ne vem, jaz ne želim ljudi ločiti. Kadar je pogostitev, naj bo pogostitev za vse in za vse enaka. Zakaj bi neke posvečene ljudi vlekel na neko dodatno zakusko? Vse smo vsi samo ljudje in bodimo deležni enakih ugodnostih, enake škorje kruha pa enake porcije goleža. Aktivni so še seveda tudi druga društva, druga področja, preveč vsega, da poveva ali da naštevava uspehe šol in podobno. En tak trudite se tudi, da bi bili športno čim bolj aktivni ljudje, ne, vaši prebivalci, žalska, športate pravzaprav, no? Športniki so pa tako dobri, vse to nas potem tudi smo nagrajeni za tako dobro delo za mladimi v vseh kategorijah, v individualnih, kolektivnih športih, da dosegamo izjemne rezultate že po šolah, da smo državni prvaki, so tam otroci po šolah v rokometu, v odbojki, da so odlični, da imamo olimpijsko prvakinjo, pa še marsikaj, pa te množične prireditve, kot so razpnimo jadra, tek po ulici Žalca bo 19. septembra, zdaj to je nekako v sklopu občinskega praznika. 29. avgusta, to bo zdaj pred vrati. Maraton tradicionalni izpred kolesarski maraton izpred dvorišča mlekarne, več 100 udeležencev prije ponovadi. Pridite ljudje. Potem imamo 29. avgusta pred vrati. Pohod po hmeljarski poti, pride 500, 600, 700 ljudi, med hmelišči hodiš, obiščeš brezplačno rimsko nekropolo, Vrbensko jezero, dvorec Novo Celje. Ponudili bomo kaj vmes, razložili bomo prikaz, ubiranje hmelja, ubirovska malca. 6. septembra, žalska noč mladih, doma rad, ne vem, kreslina, nude, zmelkov, ali pa, da mi rekel, pa naš tabu je zakon, ne. In bilo je tudi nekaj dilem, zakaj žalska noč, pa potem žalska noč mladih.
Mladi imajo zdaj le, ne? Se bomo imeli pa dvakrat fajn. Takrat je junija, ne vem, okrog 20. junija so bili aktivno izpitno obdobje, pa so se odločili, da bo to začetek poletja žalska noč starejših. Mogoče bila bi še veliko bolj obiskana, če bi bilo primerno vreme, ampak če je bilo premrzlo, ne? Če je bilo sredi noči 12 stopinj prehladno, ampak še vseeno, 3000 ljudi je vseeno bilo. Ampak ko bomo pa imeli pravo vreme, pa ko pridejo naslednjič Modrijani, takrat pa verjamem, da nas bo vsaj 10 000. Tako da zdajle bomo potem 5. septembra predaja gasilskega vozila na Ložnici, izjemna veselica, Rok Partizani, Donačka gora, cel kup zabavnega programa. Ansambel Donačka, tako. Donačka, hvala. Ves čas se nekaj dogaja, cel kup prireditev imamo v septembru, v sklopu občinskega praznika, pa potem 27. septembra, kako se reče, dobrodošlica jeseni v Jami Peko. Je tudi fina zadeva, cel kup enih otvoritev, komunalnih del. Pri nas se skozi nekaj dogaja. Slavnostna seja bo pa na nedeljo in to ob 11. dopoldne in to na dvorišču Osnovne šole Petrovče. Ja, ker tam smo pač zaključili energetsko sanacijo, pa program bo dala Kulturna šola Petrovče, ki je bila med vsemi nominirana in izbrana v letošnjem letu za najkulturno šolo v Sloveniji. In zato bodo oni dali svoj program poleg ostalega. In jaz menim, da bo lepo, vabimo ljudi, da pridejo, občane. Naredimo povedno na tisti dan, ko je bil drugi slovenski tabor. Zgodil se 6. septembra 1868. Zdaj bo prav na nedeljo. Zdaj na nedeljo. Pač poskrbljeno golaž, da se pohvalim, tudi Savinčani damo za golaž. Golaž dobijo vsi, gospe pridite, ni treba kuhati ta dan, pa še lepo se bomo imeli. Pa častnega občana boste letos dobili? Ja, Janez Meglič. Janez Meglič. In Janez je pa legenda, legendarni ravnatelj, pred 50 leti pa poln nosilec različnih družbenih, političnih funkcij, aktiven v medobčinskem društvu invalidov, v Rdečem križu, pri borcih, vse povsod. Tako da si je res zaslužil, predlagal ga je pa pravzaprav drugi častni občan, že zdajšnji Rudi Španzl, ki po rodu izhaja iz Bukovice. Janez ga je učil in pravi, takšen človek, kot je Janez, si zasluži biti častni občan in občinski svet je temu pritrdil. In bomo imeli tudi mediji veliko poročati, ne samo o tistih malo slabših stvareh, oziroma dobro, da nama je zmanjkalo časa. Da niste vprašali slabe stvari, tiste, ko ljudje radi poslušajo pa gledajo. Tako, recimo zastrupitev in konoplja in podobno. Tisto nam je naredilo samo reklamo. Jaz bi rad, da Žalec postane središče konoplje Slovenije. Konoplja je sorodna rastlina od hmelja. Mi imamo inštitut, imamo tudi sušilnice. Lahko bi sušili, ki so aktualne mogoče samo 3 tedne v leto in bi lahko pod kontrolo predelovali konoplo, učinki so dobri, zaslužki so dobri, če je pod kontrolo. Tako da Žalec ni daleč, pridite v Žalec. Predvsem pa naj vaši občanke in občani lepo praznujejo. Lepo praznujejo in naj imajo radi Žalec, pa ne tarnajo, pa razmišljajo pozitivno. Tako, hvala lepa, čestitke o prazniku in za opravljeno delo in seveda do naslednjič. Hvala lepa, srečno. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo se imejte še naprej.